Tako da bomo začeli v Biškeku, modernemu oziroma sovjetskemu mestu. Potem bomo šli v Saričalek oziroma tu v nacionalni park. Gremo v najstarejši orehov gozd na svetu Arslan Bob. Potem se pa po brezpotih vozimo v osrednji del Kirgistana, vse do kitajske meje na jugu in seveda si bomo pogledali potem še ta trekking za samim koncu. Kirgizi, skalpa, kom različne tudi izgledajo. Imamo 40 različnih plemen oziroma etničnih skupin v Kirgiziji, odtod tudi ime Kirgistan, Kırgız, kar pomeni 40 deklet. Biškek, moderno mesto. Nepomembno mesto, ni nič tu stalo nekoč, ni bilo pomembno mesto. Mesta v Kirgistanu so nekoč se nahajala bolj v zahodni strani, potem pa so ga sem seveda preselili v 20. stoletju, v času Sovjetov, in to je mesto raslo, široke avenije, široki trgi, pompozne palače. Mislim, da to je ena in ista zgodba, posod ali gremo v Ukrajino, ali gremo v Taškent, v Uzbekistan, ali gremo v Dušanbe, v Tadžikistan, tako da je neka sovjetska zapuščina tudi se ohranila. Tisti kip, ki ga imamo na sredini, je Manas, je njihov kao Preširen, lahko bi se tu reklo, samo da je imel 11-krat daljšo zgodbo zapovedati, kar pomeni zgodbo o 11-krat daljša od Odisejade in Iliade. Njihova zastava, nažalost dobro ne vidi, ker je prepolala, kaže 40 let. In seveda zopet tisti znak, ki je na zastavi, teh 40 žarkov, ki se pozna tudi v njihovi jurti. Ena izmed redkih držav, kjer niso odstranili tega kipa, in to je kip posvečen Leninu. Imamo še v 2 mestih, zdaj jaz ne vem, neki se dogovarjajo letos, da ga bodo tega odstranili, jaz upam, da ne, ker vseeno zanimivo. So ga pa postavili na mesto iz glavnega trga, so ga dali v zadnji za stavbo, tako da se treba v bistvu sprehoditi na zadnjo stran. Na obrobju mesta se nahaja tradicionalna kirgiška tržnica, ker je vsega in karkoli hočeš. Je pa najbolj zanimivo v Kirgistanu, ker imajo fenomenalno dobre melone in fenomenalno dobre lubenice. Če jih namarate, jih boste tam vzljubili. Fige na vsakem bogalu, oreščki na vsakem bogalu, rozine na vsakem bogalu, tako da pistacije, se pa da biti marsikaj tudi za avto, tako da vidite, če vam manjka kakšen luster ali pa karkoli drugega, to se v Kirgistanu vse da dobiti. Sadja je ogromno, kruha je ogromno, je pa ogromno tudi mesa. Seveda, kirgiška družba je nomadska družba in zaradi tega ne bomo tam pričakovali. Če ste vegetarijanci, gledajte, vzamete si vrečke duhe, 50 vrečk s sabo in to je to, ker oni ne razumejo, kaj je to bez mesa, ker ni vkusno. Tako da jo bomo naredili na loju ali pa karkoli drugega. Glavno, potem pridemo lete v Kirgiziji, niti enkrat. Ja. A to donat piše? Ja. Donat je noter. Domač predelan kaj je taka plastika, je po najmanj z večka. Pa zdaj so še boljši domati. V glavnem, gledajte, v Kirgiziji spimo povsod pri domačinih, v jurtah in pri domačinih v večposteljnih sobah. Ne, ker ne bi hoteli kaj drugega, ker drugega ni. Enostavno ni. Razen v mestih, v Biškeku, ker ne prespimo, pa v enem drugem mestu, kamor ne gremo, tam so v bistvu hoteli sovjetskih, drugače pa več ali manj pri domačinih, v jurtah ali pa v njihovih lokalnih hišah. Seveda, če potujete sami, ni šans, da boste sami pač spali v sobi. To je dejstvo in to je vsa osrednja Azija je ista. Tako da vam domačini v bistvu pripravijo za jest, to je recimo večerja, en kup neke zelenjave namečejo gor, potem kruha, ponovadi juhe, potem pa kar se pač naroči, oziroma tisto, kar imajo.
Do prvega kraja včasih rabijo po 4 ure. To je tisto, kar imajo, tisto nam bojo pripraviti. Več ali manj so to njihovi ravioli, kebab, mesna juha, pa za sladico vidimo, da je lubenica. Potem eni kruhki, ki je maso noter, potem še eni drugi kruhki, ki je ravno tako maso noter, pa seveda čaj, pa v tem čaju se včasih najde vodka, kar je tudi seveda sovjetska zapuščina. Pa seveda še kakšni nudli. In to je v bistvu vsa ta hrana, kar obstaja. Včasih se dobiš kakšne ribe. Mislim, da drugega pa ni. Tako da je ena in ista hrana v Kirgiziji. Tako, če imate primanjkljaj, vzamete klobase ali pa ne vem, karkoli pač seboj. Tržnice so pa zanimive, zelo kaotične in zelo centralno-azijske. Za razliko od mest, kamor Kirgizija ponuja, je pa to samo narava. Ko odpravljamo se najprej proti zahodu, vozimo se s takimi kombiji, no to, da ne boste mislili, da sem jaz vozila, imajo slučajno na drugi strani volane, pa zabredli nismo v blato, ampak v gnojnico. In zakaj se to zgodi? Ker v Kirgiziji je ogromno brezpoti. Samo 2 asfaltirani cesti imajo. Iz glavnega mesta do enega mesta na jugozahodu, pa iz glavnega mesta do drugega mesta na jugozahodu. Vse ostalo so seveda brezpotja. Domačini se vozijo s kakšnimi motorji, kakšnimi uazi, to so stari sovjetski pač vozila, kar poleg teh faktov seveda pa je narava sama po sebi zapuščene vasice, umetno jezero Toktogul, v katerem se pogumni lahko tudi skopajo, če je seveda primerna temperatura. In domačini tudi tako živijo, v bistvu živijo v zapuščenih hišah, sredi ničesar, tako so Islandci v bistvu oddaljeni en od drugega precej, ker so pač nomadi. In ponovadi se familije imenujejo tudi po imenu konja. Ko se pa pojaviš v vasi, a vidite koliko hiše? 1, 2, 3, 4. Včasih so imeli tu Sovjeti v bistvu letni kino, potem pa je vse tu skupaj razpadlo. In ko se pojavimo v vasi, pridejo domačini, vse, kar imajo, zvlečejo ven in potem nas pogastijo, ker niso še vedno navajeni, recimo, turizma. Na obrobju vasi se nahajajo zanimiva pokopališča v obliki jurte, ste videli tlele? Peto kraka zvesa, a vidite, tako da je to še vedno ohranjeno. Potem ene taka svetišča imajo, ko mogoče malce spominja na budizem, bon budizem v Tibetu. Ja, tudi oni verjamajo v njihova božanstva in jih imenujejo ali njihovo božanstvo ali Arah, to je eno in isto. Ali pa imajo recimo taka bolj animistična pokopališča, kjer imamo tudi Jakove repe. Tako da tudi verjamajo v ta duha, ki nek časa rabi, da pride na svoje mesto, pa imajo različne obrede, ki prihajajo ne iz samega islama, kajti oni so uradno muslimani, neuradni gre pa za islam povezan s tengreizmom, kar bi lahko rekli islam povezan s šamanizmom. Tako da so ohranili ogromno tistega, kar recimo doživimo lahko tudi v Mongoliji. Kirgizi se naselijo v Kirgistan v 19. stoletju, jih je približno 5 milijonov. In imajo samo 3 pomembna mesteca, medtem ko so pa razseljeni po celi državi. Takrat sprejmejo tudi počasi sprejmejo islam nekako v 16. stoletju, se okličejo v bistvu za same muslimane, medtem ko s to staro religijo, animistično, to kar pomeni, da verjamemo v dušo, v drevesa, v kamne, pač v vse, še vedno ohranjajo. Proti zahodu fenomenalna pokrajina vrlitih hribov. Ravno tako, jaz rekla, različne barve jezer, samih rek, barve Soče, res izjemno čista pokrajina zelenih hribov, ni dosti gorovja, takega, ki smo ga ni navajeni v Sloveniji, kar pomeni skal, ampak je dosti tak poraščenih, žametnih hribov in potem oni poleti sem pridejo na Džajlo, to se imenuje v bistvu ta paša, pa jurte postavijo in potem poleti tu pašejo na 3000 metrov recimo ali pa na 2500 metrov, da imajo boljše mlečne izdelke in tako še vedno ohranjajo ta nomadski način življenja, tudi če živijo v mestih. Recimo, ti so iz mesta
in so prišli sem čez poletne počitnice. Od junija do septembra so tukaj. Ne? In potem ne pasejo samo ovce, ampak pasejo tudi kobile pa konje, kobile tudi molzejo in potem to mleko tudi pijejo, to mleko se imenuje komis. Jaz ga vedno priporočam, če je kdo zaprt, če pa je kdo odprt, pa ga ne priporočam. Tako malo greni in ima 1% alkohola tudi v novih. Koliko? Ja. Ja, neki 1% se mi zdi, tako da so oni tudi, verjetno zaradi visokogorja so ga seveda pili. Možno je iti v Kirgiziji za doplačilo, seveda se je treba z njimi izmeniti, konja si sposoditi, iti malo okrog, tu imamo različne variante, prav v tem zahodnem delu ali pa v osrednjem delu. V zahodnem delu se gre pa na trekking 3-krat, po 6 ur, recimo, to je enodnevni trekkingi so, to niso neke višave strašne, in če nima kdo moči, lahko tudi ostane od spodaj. To je nacionalni park Sari-Čerek v zahodnem delu, izjemno lep in imenuje se včasih tudi alpska pokrajina Kirgistana, ker tu je res tako zgleda, recimo, pri nas, tako nekakšno, recimo, niteh. Po taki serpentinasti cesti se spustimo v samo notranjost. V notranjosti gremo do jezera Songkhul na 3300 metrov. Samo oni prihajajo samo v poletnih mesecih, kajti v zimskem času to ni mogoče in tu prinesejo vso jurto sabo in tu se tudi prespi. Tu gremo na Songkhulu, gremo na en bližnji hrib, če je seveda volja, ali pa si recimo najamamo konja, pa naredimo en krog majhen okrog jezera, sem da ne boste tako kot jaz, ko sem enkrat sedela na eni kobili, pa mi bila z enimi konji na neravno prijateljskih odnosih, pa potem, hvala Bogu, da sem instrument dala noge, pa skočila z konja dol, ko so se stepile z sabo. Drugega kolega je pa vlekla v strmenu za sabo. Tako da, brez sedla, brez karkoli, tako da se ne boste mislili, so to naši, ne vem, lipicanci in tako dalje, to so divji konji. Jurta na začetku zgleda takole, to je njihov dom. Potem se postavi najprej ogrodje, nad ogrodjem se postavi tisti osrednji del, potem se da klobučevino oziroma felc okrog, da ne pride vlaga noter, glavna vrata, ki so odprta, to je pa to, kar je na zastavi 40 različnih plemen, ki živi v samem Kirgistanu. Spimo pa takole, na tleh, na širdaku oziroma na felcu, ki ga oni tudi sami izdelujejo. Pripravijo nam domačini zajtrk, ki je sestavljen več ali manj iz mlečnih izdelkov, kar pomeni iz mlečnega griza, mlečnega riža ali pa ne vem, nekaj spet mlečnega, pa kakšne, ne vem, karkoli, če niste ljubitelji tega, vzamete kaj sabo, res kar priporočam, ker drugega oni dobesedno ne jedo zjutraj, pa to je direkt pomolženo zjutraj, mleko je domače, ni prenešeno iz mesta, pa kupljeno. Delajo njihove širdake, živijo spokojno življenje. Širdaki so njihovi felci, najprej dobro pretovčejo v bistvu ostrižene ovce, potem jih povaljajo, včasih s konjem, včasih z avtomobilom in prepolijejo z vodo, da nastane v bistvu take vrste felca, ki je edina stvar, ki jo skoraj lahko kupimo v sami Kirgiziji. Tako da nekih majic Kirgistan, pa ne vem karkoli, to ne obstaja v Kirgiziji. Jutranja kopalnica, tako izgleda jutranja kopalnica, ko stopimo ven iz jurte, si gremo umiti zobe, mogoče tamo po točku, še lepše, je prava ledeniška voda in je pa taka nora pokrajina in oni že od nekdaj so bili na konju, začnejo že od malih nog in seveda in konj dosti pomeni. Tisto tam, kar ima na kapi, različne znake, tisto je priimek. Ja, to je v bistvu klan, kateremu klanu pripada in klan se imenuje ponovadi po konju. Začnejo že od malega, ko sem jaz pripeljala, enkrat so se mi ruski šoferi seveda napili, so spili v enem večeru 12 litrov vodke, to je klasika. In potem sem jaz vozila in so rekli, kaj boš malo zajahala konja, pa to vsi znajo rusko, brez ruščine se ne da nič predstavljati. In so rekla, ne znam jahati konja, pa me tako gleda, jaz pa za mašino vozim pijane ruske šoferje. Sem prišla, pripelje ženska.
Ne znaš jahati konja, to mašino veliko pa znaš voziti. Tako da jim ni jasno, tisti, ki ne znajo jahati konja. Jim ni, enostavno ni v njihovi domeni razumljivanja. Začnejo z osli, potem pa nadaljujejo seveda na konja. Včasih mogoče se sreča tudi te krotilce orlov, ampak to ne moramo nekaj obljubiti. Imajo pa en festival, ravno tako, ko imajo v Kazahstanu, pa tudi v Mongoliji. Pa da ne boste mislili, da so očke zaradi lepšega, zelo počaščeni so, če vam naredijo jed bešparmak, 5 prstov, direkt zakoljejo ovce. Hvala Bogu, nisem moškega spola, da bi dobila tudi oko. Medtem ko fantje marsikdaj dobijo oko in se nam ne smejo odreči, kajti tam Kirgiza najbolj užališ. Poleg mesnih izdelkov so največ tu mlečni izdelki, delajo kajmak, to je ni tak kajmak, ko ga mi poznamo recimo iz držav bivše Juge, ampak je sladek, je kot ena taka, ko en puter, ki se ga da gor, potem delajo kurut, to je njihov v bistvu tak sir, ki ga dajo potem v zimskem času v juho. Imajo tudi svoje ovčarje, ponavadi jim postrižajo očesa, zakaj? Zaradi volkov, ki prihajajo dol. In potem živijo tako, malo tresajo na delke, malo pripravljajo mlečne izdelke, moški hodijo na pašo, ženske delajo mlečne izdelke, malo se preganjajo s temi oslički, malo jih porivajo seveda malce naprej, včasih prinesemo, ne včasih, ampak skoraj da vedno prinesemo kakšne zvezke, pa barvice, pa te stvari. Enkrat smo imeli celo razstavo in majhni dečki seveda na ta način so zelo zadovoljni. Imeli smo fotografsko razstavo v Kopru z njihovimi porisanimi slikicami. Fenomenalno, z eno gospo smo potovali in tako smo že iz Slovenije pripravili ogromno stvari. Tako da tisti, ki se odpravljate, bomo tudi to nekako poskrbeli, da se jim neke stvari seveda prinese praktične, ne denar, ampak praktične stvari. En svizec